Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenski rokometaši so še vedno v igri za polfinale. Zaradi poraza z Dansko naši sicer ne odločajo več sami v svoji usodi. Vseeno pa je to nenavadno, ker smo najprej poslušali, da morajo osvojiti 4 točke v skupini, dobili so 1, nato pa, da morajo dobiti vse 3 preostale tekme. Ampak takšen je pač rokomet. Vi pa gledate oddajo VV Faktor, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali arbitraža, kdo laže, tožba proti Hrvaški, ameriško posredovanje in dogovor, ki ga ni. Slovenija ni in Balkan. Zakaj Slovenija ni glasna posrednica Zahoda in EU na Balkanu? V zadnjem delu oddaje pa orli spet letijo. Slovenski smučarski skakalci se domov vračajo s srebrom. Arbitražna godlja s Hrvaško se nikakor ne premakne z mrtve točke. Slovenija naj bi v kratkem vložila tožbo proti Hrvaški v Bruslju, v zgodbo pa so se zdaj vpletli še Američani. Poglejmo. Hrvaški mediji poročajo, da se želijo v reševanje hrvaško-slovenskega mejnega vozla dejavneje vključiti tudi Združene države Amerike. To naj bi na pogovorih v Washingtonu hrvaškemu notranjemu ministru Davorju Božinoviću dejal novi pomočnik ameriškega državnega sekretarja za Evropo in Evrazijo Wes Mitchell. Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina naj bi bil Mitchell, ki po pomladi obiskal regijo, pripravljen pomagati pri iskanju skupne rešitve, če bi obe strani to želeli. Slovenija spoštuje arbitražno odločbo in jo izvaja, so enotni koalicijski partnerji. Amerikanci se kar sami vključijo v nekatere zadeve, pa to mi želimo ali ne želimo. Hrvaški kolegi so po sinočni rokometni tekmi z mejnimi vprašanji pričakali tudi slovenskega predsednika. Jaz verjamem v dialog in potrpežljivost. In mislim, da na koncu dva naroda, ki nikoli nista bila v vojni kot sosednja naroda, kar je redkost v Evropi, ne bosta zašla v nek konflikt. Kakšne so možnosti, da Slovenija svojo tožbo uspe? In kdo se lahko bolj veseli ameriškega posredovanja, se bomo pogovarjali z dr. Dominiko Švarc-Pipan, mednarodno pravno strokovnjakinjo in našim stalnim komentatorjem Tinom Mamićem. Dobrodošla. Dober večer. Nika, videli smo Matjaža Hana, vodjo poslanske skupine SD, ki je rekel, Amerikanci se kar sami vključijo. Kako je zdaj s tem posredovanjem Američanom? A to res tako poteka, da se kar prijavijo sami ali je vendarle še kaj globljega zadaj? Ja, kdo ve, kaj v resnici je v ozadju, Aljuš, seveda načeloma in ponavadi takšna posredovanja potekajo tako, da država ali pa države v nekem sporu pozovejo tretjo stran, da posreduje pri reševanju tega spora, da pomaga. Nenavadno je, da bi se neka država kar sama nekako priglasila k tej pomoči. Za Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in reševanje tega trenutnega spora glede implementacije arbitražne razsodbe je seveda prvotna partnerica oziroma institucija, ki bi lahko in bi morala pomagati v tej zadevi Evropska unija. ZDA seveda so tudi lahko eden od partnerjev v reševanju tega problema, če se obe državi, tako Slovenija kot Hrvaška, s tem strinjata in jo dejansko k temu tudi povabita. Pa se tebi zdi mogoče, zdaj verjetno mi nismo povabili, ker smo bili, tako je bilo videti, malo presenečeni, da so bili Hrvati tisti, ki so povabili Američane k posredovanju. Pri nas je že skozi ta občutek, da kakor Amerika malo bolj navija za Hrvaško v tem sporu, ne? Ja, to je nek občutek, ki mislim, da ga na nek način, bi rekla, poudarjajo tudi hrvaški mediji, koliko je tukaj resnice seveda ugibanje. Jasno je, da če gledamo na neke pretekle izkušnje, je ZDA tista, ki v podobnih situacijah pravzaprav ravno tako kot Evropska unija in druge države poudarja, da je mednarodne razsodbe in razsodbe arbitražnih sodišč potrebno spoštovati. Takšno stališče uradno je Amerika zavzela tudi v nedavnem sporu med Kitajsko in Filipini, kjer je bila ravno tako arbitražna razsodba neupoštevana strani Republike Kitajske. Tako da menim, da tudi v tej situaciji se ZDA ne bi mogle privoščiti, da bi pa sedaj povsem obrnile ploščo in zavzele neko drugo stališče, da razsodbe ni potrebno spoštovati ali da je potrebno doseči nek popolnoma nov dogovor. Tako da mislim, da tudi če bi prišlo do kakršnega koli posredovanja, verjamem, da bi ZDA zavzele vsaj uradno to stališče, da je primarno potrebno spoštovati to razsodbo. Tino, ti podrobno spremljaš situacijo na Hrvaškem, tudi hrvaške medije. Kako se tebi zdi? So oni veseli tega morebitnega posredovanja? Amerika ima tu svoje interese in sicer gre za dogovore glede nakupa vojaških letal, ki Hrvaška
Hrvaška kupuje vojaška letala in je v teku razpis, se še ne ve, ali bojo prodali Izraelci ali Američani ali kdo, tako da je s tem tudi vse skupaj povezano, tako da si Amerika želi, da se vsa stvar umiri, da lahko ta posel gre naprej. Ampak ne glede na to, Amerika, mislim, da Združenim državam Amerike je gotovo v interesu, da se med Slovenijo in Hrvaško ne dela, kako bi rekel, viharja v žlici vode, ne, kar je v bistvu ta mejni spor in bi radi, da se to reši. In žal moram ostro protestirati proti slabšalnemu odnosu, ki ga slovenska levica venomer kaže do Združenih držav Amerike, zato ker Amerika se je umešala večkrat v Evropo, ampak kdaj se je umešala? V prvi svetovni vojni, ko nismo mogli zmagati v vojni, ne? Torej, v prvi svetovni vojni je rešila vojno. V drugi svetovni vojni Združene Amerike so rešile vojno, rešile Evropo. V balkanskih vojnah so rešile, prekinile, končale vojno v Jugoslaviji. In zdaj mi se pa obnašamo tako arogantno kot ti polpismeni politiki, levičarski, ki še zgodovine ne poznajo, kaj šele, da bi diplomacijo in potem tako govorijo. Rezultat vsega tega pa je, da je Slovenija po javnomnenjskih raziskavah ena najbolj protiameriško razpoloženih držav na celotnem planetu. Ne? In to nas bi moralo skrbeti, ker to kaže na eno tako čudno. Recimo na Bližnjem vzhodu določene diktature nimajo tako protiameriškega razpoloženja, kot ga ima Slovenija. In to ni normalno stanje. Ja, to se mi zdi presenetljiv podatek. No, jaz sicer nisem dobil vtisa, da bi recimo pri naši uradni politiki bilo kakšna izrazita protiameriška stališče. No, ampak vendarle, če te prav razumem, Tino, se pravi, ti pozdravljaš to pač morebitno posredovanje Američanov v tem sporu. Znani so tudi izjave pač ameriškega veleposlanika Nika pri nas, ki pravi, da se pač Amerika ne bo postavljala na eno izmed strani, če gre za spor med dvema članicama NATO, ne. Koliko je lahko, preden gremo na to tožbo Slovenije, koliko je lahko recimo tudi NATO tukaj odigra kakšno vlogo, ker kot si sama že omenila, nekako smo vsi pričakovali, da se bo komisija evropska bolj aktivno vključila v zgodbo, pa se zaenkrat še ni, ne? Ja, najprej je treba seveda upoštevati dejstvo, da vendarle ni še poteklo ogromno časa, ne? Ravno kar smo nekje v prvem mesecu po tistem roku za sprejetje vseh ukrepov za implementacijo arbitražne razsodbe, tako da tako zelo se nam v končni fazi tudi ne mudi, ne? Kot je že veliko komentatorjev reklo, potrpežljivost je tukaj ključna. Zdaj, kakšno vlogo bi tukaj lahko odigral NATO, v tem trenutku je pravzaprav ne vidim. Seveda eno je pridobivanje nekih zavezništev, pomoči v diplomatskih stikih na takšni ali drugačni ravni v celotnih pravzaprav omrežju evroatlantskih in drugih integracij in institucij. Pa vendarle, kot rečeno, v prvi vrsti je tukaj na nek način pomembna vloga Evropske unije in Evropske komisije. Evropska komisija, kot rečeno, zaenkrat z nekoliko blago retoriko pravzaprav predvsem poudarja to stališče, da je potrebno pravo in razsodbe spoštovati, ni pa še zavzela nekega konkretnega stališča ali predlagala nekih konkretnih ukrepov, korakov v smeri implementacije te razsodbe. Eden od razlogov za to je gotovo ta, da vendarle se še pušča nekaj časa, da se ta problem reši bilateralno med državama. Kot bova pa kasneje govorila tudi o tej tožbi, pa pravzaprav jaz menim, da je tudi vložitev te tožbe na nek način ukrep, s katerim se na nek način lahko premakne tudi ta retorika Evropske komisije, kajti v tem postopku bo tudi Evropska komisija morala povedati svoje mnenje. A se vama mogoče zdi, da nekako vsi čakajo, da bi se sami dogovorili, Hrvaška pa Slovenija, ne? Ja, se bi se morali, zato imamo vlado, ne? Zato imamo vlado, da vodi državo in da take stvari rešuje, ne? Ampak naša vlada v bistvu ne rešuje. Zadnjih par dni je opaziti, da se ne Cerar, posebej pa Erjavec, ne zaganjate več tako. Ne, kot psa na verigi, ne, in govorita na glas, kako bo Slovenija blokirala Hrvaško pri sprejemu v Schengen ali OECD in tako naprej, kar je dobro. Ne. In opaziti je bilo tudi zaradi nespretnosti diplomacije, žal, da poteka tudi tiha diplomacija, da se dogovarjajo, da se pogovarjajo in mogoče bo iz tega tudi kaj nastalo, zato ker na eni strani je Plenković, ki ima dejansko ambicijo, da bi to stvar rešil in pokazal, da Hrvaška nima z vsemi sosedi nerešenih sporov in tako naprej, in tudi zaradi pritiskov Bruslja.
Druga stvar pri nas pa je, da je Cerar v bistvu politični poraženec, če ga pogledamo skozi javnomnenjske ankete, in je politično mrtev. Če hoče oživeti, bi morebitni uspeh, dogovor glede meje s Hrvaško bil velik uspeh tudi za njega. Moramo tudi vedeti, da so Hrvati in Slovenci, ko poslušamo analitike, pretežno zadovoljni z celotno arbitražno razsodbo. Ene stvari bi bilo treba še uskladiti oziroma se dogovoriti, tako kot tudi arbitražna sodba predvideva, ampak jaz mislim, da ni velikih problemov, ne? In zato bi se znalo zgoditi, da se bo kaj zgodilo, tudi zato, ker se na Hrvaškem se zelo bojijo, da bi na vladi, torej da bi v Ljubljani zavladal Janez Janša, ki ga imajo za veliko bolj ostrega pri teh pogajalskih izhodiščih in vedo, da je Cerar bolj medlega značaja. Zato po mojem bo Plenković napel vse sile in poskusil pač se dogovoriti o stvareh, ki v resnici niso, v tej fazi sploh niso nerešljive, so zelo lahko rešljive, ne? Tudi pri hrvaški opoziciji in določenih politikih smo že slišali, da arbitraža ni v redu, ne, ker je kontaminirana, vsebinsko bi pa bila sprejemljiva, ne. Tako da jaz mislim, da zdaj bi se dalo kaj dogovoriti. No, zaenkrat je slovenska politika enotna glede te vložitve tožbe. Ne, mislim, da je zunanji minister jo napovedal zdaj za prve dni februarja. Nika, nam lahko malo bolj podrobno razložiš v bistvu, zakaj pri tem dejansko gre? Kakšna tožba je to, na katerem sodišču, kako poteka postopek in tako naprej? Z veseljem bom to pojasnila, obrazložila gledalcem. Aljuš, če mi dovoliš samo nekaj besed kot neko repliko na to, kar je povedal Tino. Ja, seveda, izvoli. Jaz moram tukaj dodati opazko, da vendarle ni vse tako enostavno v smislu slovenska vlada si ne prizadeva dovolj, hrvaška vlada je pripravljena na nek dogovor. Potrebno je poudariti, da hrvaška vlada je pripravljena očitno na nek popolnoma nov dogovor, mimo arbitražne odločbe, upoštevajoč nekatere dele, nekatere vsebinske odločitve, ne pa vseh. Vendarle to je mogoče pogajalsko izhodišče, če iz nobenega drugega razloga, že iz tega, da smo se pogajali v vsebini v samem poteku meje 25 let, pa se nismo uspeli dogovoriti, katerakoli stran bi že naj bila za to kriva, vedno sta krivi na nek način obe strani v sporu seveda in tudi odgovorni in zaslužni za kakršnekoli dobre rezultate. In tukaj jasno je, že samo če pogledamo hrvaške medije, pa tudi seveda uradne izjave hrvaških vladnih predstavnikov od Plenkovića do marsikoga drugega, da je Hrvaška tukaj pravzaprav iz dneva v dan spreminja svojo strategijo in retoriko. Na nek način je ogromno tudi v izjavah te hrvaške vladne politike veliko zavajanja, dobesedno laži o tem, kaj je bilo, kaj ni bilo rečeno, kaj je bilo ponujeno. Ali je arbitraža dobra ali ni dobra za eno ali drugo stran, v tem trenutku ni pomembno. Pomembno je to, da arbitražna razsodba je dokončno določila mejo in jo je potrebno izpolniti. In jaz verjamem, pričakujem, da v trenutku, ko bi se Hrvaška uradno bila pripravljena dejansko zavezati izvršiti to arbitražno odločbo, bi se lahko pogovarjali tudi potem o samem načinu implementacij in o morebitnih prilagoditvah v tistih delih, ker pač meja ni življenjska. Tako da to sem morala nekako dodati. Se opravičujem, Nika, imamo še minuto približno do oglasov. Predlagam, da potem to tožbo pustimo za po oglasih, tako da bi mogoče samo na kratko še pokomentirali, preden gremo na oglase. Zdaj ti si omenila te pač laži v tem, kaj je, kaj ni, ne? Ta protokol famozni, ne? Kako je zdaj s tem, ne? Zdaj Hrvati so poročali, da v bistvu je tik pred podpisom, potem je naš predsednik vlade to pač, bi rekel, zelo odločno demantiral, ne? To kaže na neko nezaupanje na obeh straneh, ki težko daje podlago za to, da bi bili zelo optimistični glede dogovora, ne? Vsekakor, to zaupanje je zelo veliko, ima pa tudi ta situacija močan vpliv na javno mnenje v obeh državah v končni fazi, saj si pravzaprav laična javnost na nek način ne more več popolnoma razčistiti, kaj tukaj je resnično dejstvo, kaj ni resnično dejstvo, ne. Ogromno zavajanja je bilo tudi v smislu tistih izjav, da smo že leta 1991 določili mejo, kar je popoln nesmisel, ker sicer ne bi imeli tega spora in niti arbitraže, pa še nekaj podobnih. Glede tega protokola je enako, pravzaprav javnost iz medijev si ne zna ustvariti slike, ali je to dejansko do takih dogovarjanj prišlo ali ni, komu bomo verjeli, se na koncu lahko odločimo samo sami. Vsa ta zmešnjava pa prav gotovo niti malo ne prispeva k reševanju spora, niti na politični ravni, še manj pa v očeh javnosti. Prav, se vrnemo po oglasih, ko bomo nadaljevali z debato o odnosih s Hrvaško.